Živijo, spet ste z mano, dragi učenci in učenke. Danes imamo uro biologije. Pokazal vam bom, kako izgleda sibirski macesen, dajmo reči, čez 2, 3, 4, 5 let, odvisno koliko je izpostavljen vlagi. Tole imamo en praktičen primer stene iz macesna, kako izgleda, če jo pustimo na dežju, recimo nekje 2-3 leta in potem posivi. Na tej strani je že les zelo lepo siv, no tukaj je pa les, ki smo ga zaščitili z oljem. Moramo opozoriti, barve na macesen ne smemo dajati, zato ker se lušči, olje pa lahko damo in olje se lepo prime na macesen, ampak tudi, tako kot vidite, s časoma ravno tako začne spodaj prodirati sivina, lahko ga obnavljamo na 1 leto ali pa na 2 leti, sami vidite po potrebi, s tem ne preprečimo sivenja, lahko ga pa upočasnimo. Imamo pa eno dobro rešitev, če vzamemo olje, ki ima pigment, samo vršten, olje, ki ima pigment, pa ga lahko pigmentiramo v sivo, pa imate že hiško kot novo v sivi barvi, ali pa zberemo karkoli po teli barvni lestvici, telih opcij je pa v bistvu tudi kar veliko, večinoma so nežni zemeljski odtenki, ki pašejo praktično v vsako okolje. Šli bomo še ven, da vam pokažem še malo več vzorcev, da boste imeli še lažjo predstavo. Moramo opozoriti, da sprva, ko les začne siveti v fazah. Sivi najprej tam, kjer je najbolj izpostavljen vlagi, se pravi pri podnu, se pravi pri dnu vrtne hiške, na spodnjem delu stene, in potem ta sivina prehaja majčkeno lisasto do gor, lahko se pojavijo tudi kakšne črne lise, ampak dajmo reči, v roku 3 do 5 let se ta barva lepo izenači in dobimo tako lušno srebrno barvo, ki sem vam jo zdaj pokazal. Pejmo še ven. Tukaj imam še 2 primera, kako po 3 letih les v celoti lepo posivi. Tukaj čisto enakomerno, ker tudi ni bilo nobenih napuščav, ta je bil praktično v celoti na dežju. Imam pa eno drugo zanimivo informacijo, en test, ki ga redko kdaj vidite, in sicer te 2 plošči sta videti enaki, ampak nista. Tale les je sušen pravilno, se pravi v sušilnici. Ta les ima pa kar veliko vlage v sebi. In na kratki rok, ko kupujete lesen izdelek, se vam zdi verjetno to dosti nepomemben podatek, ampak recimo po 3 letih je pa ključna razlika v tem, kako se les obnaša. Mi vgrajujemo les sušen v sušilnici, na primerno vlažnost in tako, kot vidite, deske so zelo malo razpokane, skoraj niso ukrivljene. Ne bom rekel, da so nove, ampak so vse na svojem mestu, pa opravljajo svojo funkcijo. Medtem ko tukaj, pazite to, medtem ko tukaj so pa že nekatere takole zvite malo v U, pa tukaj jih je vrgel ven, ker se je les preveč napel in tukaj je deske porinali ven. In porinali jih je ven tudi tukaj. Zanimiv. In takšen les je na trgu cenejši, no, ker ima pač manj nadaljne obdelave. Frišen les pomeni, da je zelo verjetno direkt iz gozda ali pa da so ga sam majčkeno zračno sušili, ta je pa potem še imel kar nekaj tednov sušenja dodatno, kaj pa pač zaradi tega obstal na svojem mestu na dolgi rok. No in ker smo mizarji in kar radi delamo z lesom, pa kar se radi učimo, pa raziskujemo, imam tukaj še 3. primer. Tole so deske sibirskega macesna oljene 2 leti nazaj, pa niso vzdrževane potem naknadno. Les je presenetljivo malo posivel, no, se pravi, to je bilo skozi na dežju in to je zahvala zaščiti olja, ampak če pogledamo tukaj spodaj, je pa sivina že prišla čez, ker ta del je najbolj obremenjen z vlago, se pravi, napušč od hiše ga ne ščiti, pa tukaj spodaj se zadržuje običajno največ vlage in tukaj je najbolj izpostavljen, zato se je sivina že začela kar intenzivno delati in počasi gre gor po letvah, po deskah in tukaj mogoče gor ne bo nikoli posivel. Od tukaj naprej dol pa zihar in tudi če vi premažete z oljem,
to dodatno majčkeno upočasnite, ne morete pa preprečiti. Moje mnenje osebno je, pustite lesu, da naredi svoje, dovolite mu, da naredi svoj naravni proces in s tem se izognete celotnemu vzdrževanju, pa zihar bo les obstal tako, kot sem že parkrat rekel, mora zdržati pač celotno generacijo, ker je les macesen takega dajemo izbran, da je gosto raščen, da je rastel v Sibiriji, da je v večini primerov resonančen les in vse to daje lesu lastnosti trajnosti. Hvala, se vidimo naslednjič. Čau!